Sledi večnosti. Pozdravljeni. V današnji oddaji gostimo patra Marjana Kokalja, jezuita in novega provincijala slovenske province Družbe Jezusove. Njegovo imenovanje odpira več pomembnih vprašanj. Kaj danes pomeni voditi jezuitsko skupnost v Sloveniji? Kakšni so izzivi redovnega in duhovnega življenja, ter kako jezuiti vidijo svoje poslanstvo v cerkvi in družbi? Pater Marjan Kokalj je bil povezan s kulturo, jezikom, etnologijo in tudi škofjeloškim pasijonom. Pozneje ga je pot vodila v filozofski in teološki študij, v duhovništvo, v skupnostno življenje ter v različne odgovorne službe znotraj jezuitskega reda. O njegovi poti, novi odgovornosti in pogledu na življenje vere se bomo pogovarjali. Pater Marjan Kokalj, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej iskrene čestitke ob imenovanju za novega provincijala slovenskih jezuitov. Kako ste sami sprejeli to novico? Zdaj malo z začudenjem to gledam, kako sem to sprejel, kakšni so bili prvi vtisi. Namreč lahko rečem, da sem čutil kar en tak globok mir. V nasprotju s tem, kar bi nekako lahko pričakoval naprej. En notranji mir, in sicer v trenutku sem se zavedal, da na nek način nisem sam, Najprej je tukaj, verujem v Kristusa, da tudi on spremlja vse te moje delo, pa jasna zavest, da sem povezan s sobrati, da smo skupnost. Tako da je bil en tak mir, mogoče pa nekje spodaj tudi malo nemira ali pa enega strahu, v smislu zavesti, da smo kot na nekem odprtem morju ali pa na neki brezkončni ravnini, kjer ni neke zaščite, nekih orientacij, in tudi ne vem, kaj me čaka. Se pravi, tudi določen del negotovosti in pa ene širine, ene vrženosti v neko okolje, ki pravzaprav v današnjem času, kot vemo, posebej tukaj v Sloveniji, ni toliko naklonjeno krščanstvu in tem vrednotam. Služba provincijala je zahtevna, saj povezuje duhovno, skupnostno in organizacijsko raven. Kako sami razumete to poslanstvo? Služba je pravzaprav precej kompleksna, kot ste omenili, in tisto, kar mogoče povezuje vse te elemente različne, ki ste jih zdaj omenili, je mogoče eno služenje, beseda služenje, se pravi, provincijal služi jezuitom najprej, nad katere je postavljen, potem pa tudi je povezan s cerkvijo, z generalom v Rimu, se pravi svetovno družbo Jezusovo, in nekako želi služiti povezavi vsega tega med seboj. To je prva taka služba, potem pa je zavezan načelom jezuitskega reda. Ta načela so seveda precej natančno predpisana pravila, kaj naj bi delal provincijal, kaj je njegova služba. Potem je pa tudi zelo pomembno, da ima neko vizijo oziroma da usmerja celotno provinco glede na konkretne okoliščine, v katerih jezuiti tukaj živimo. Se pravi, nekaj je splošna vizija družbe, nekaj je splošna vizija cerkve, mi pa gledamo tudi na konkretne razmere. Namreč jezuiti se vedno prilagajamo na konkretne razmere in skušamo najti iz njih oziroma iz ljudi tisto, kar je najboljšega, in potem tudi na tem zgraditi tisto, kar vidimo, da je Kristusovo, kar je Božje. Tako da je ta identiteta provincijala je na eni strani zavezanost, se pravi cerkvi, družbi, pravilom, po drugi strani pa je precejšna fleksibilnost glede na okolje, kjer živiš. Jezuiti večkrat rečemo, kolikor toliko, stvar narediš, kolikor je potrebno glede na čas, prostor in pa osebe. Ko govorimo o novih nalogah, se skoraj vedno odpre tudi vprašanje poti, ki človeka do njih pripelje. Pri vas ta pot ni bila enosmerna ali vnaprej začrtana, temveč zelo dinamična, kaj ne? Ja, to je bilo pa, lahko rečem, da je bila moja pot precej dinamična, najprej do tega poklica, najprej do vere, potem do poklica in nazadnje tudi do te vloge, za katero sem zdaj določen. Lahko rečem, da je pretežen del te poti zaznamovalo globoko iskanje pri meni, in sicer iskanje svobode, resnice, temeljnosti, tistega, kar je skupni imenovalec oziroma skupni začetek vsega, tisto, kar povezuje, drži skupaj svet, drži skupaj človeka.
Verjetno je bila najmočnejša izkušnja to med študijem slovenistike in etnologije. Takrat sem se zelo radikalno ukvarjal s tem vprašanjem Boga, ali obstaja ali ne. Namreč moj strah je bil v tem, da sem kulturno pogojen, da sem kristjan. Sem namreč iz katoliške družine in vsaj kolikor sem dobil odziva v gimnaziji od profesorjev in tako naprej, od sociologije recimo, je bila vedno ta povezava, da smo samo kulturno pogojeni in samo sociološko pogojeni, da smo kristjani, vsebine pa ni nobene, to je vse mitne. In tukaj sem se precej boril, dokler nisem prišel do osebnega izkustva, ne. Samo preko osebne izkušnje delovanja, duhovnega delovanja Boga in posledic iz tega, dobrih posledic, sem prišel do spoznanja, da je Bog živ, da obstaja, da je tukaj. In to je bil med tem študije posebej en trenutek, ko sem res nekako na kocko postavil vse, a ne. No, jaz sem šel tako radikalno, da sem se ulegel na posteljo in sem rekel, razodeni se mi Bog, če si, drugačen pa umrl, ne bom nič več jedel. In dejansko nisem, ne. In sem čakal, da se mi Bog razodene, opustil sem vse prepričanja, vse tisto, kar sem imel za konstrukt, a ne. In sem se nekako prepustil asociacijam temu, kar pač je v meni. In zanimiv je občutek nekega prepada, da padam v neko brezkončno praznino in najprej sem bil do tega ciničen, tako kot bi si roke dal tako križem, pa dajmo videti, kam bomo padli, ne, tako malo, ampak tega ni konca, ne. Se pravi, to brezno je brezkončno, ne moreš se opreti na nobeno stvar in te postane strah antropološko. In takrat sem doživel, da antropološko to brezno ni narejeno za človeka. Se pravi, narava sama se temu upre, a ne. To sem čisto jasno čutil, narava, ne, niti ne ta religiozni moment, ampak po moji naravi, ne. In se zagrabiš za prvo luč, za prvo oporo, ki je, ker to vsi ljudje rabimo temeljno oporo. In takrat se mi zazdelo kot ena mala lučka v temi, a ne, za katero ko sem izrazil upanje potem, da bi se rešil iz tega brezna, se je pokazala kot ena lučka in potem je to preraslo v normalnost. Se pravi, naenkrat se mi je zdelo, da sem potem v normalnem okolju in da vidim stvari bolj trezno kot prej, ne. S tem upanjem, globokim upanjem, ki sem ga pustil prebuditi v meni. In na ta način sem doživel, da globoko v meni je luč, da globoko v meni je nekdo prisoten, ki je ob meni, ni to jaz, ampak je ob meni in mi nekako spremlja, ne, na nek dobroten način. In če hočem, da je ob meni, pride in me razsvetli in mi stvari pokaže v pravi luči, tako kot so. Realistično, zelo realistično. Če pa ne, se pa tudi oddalji, a ne, je pa ves čas tam. In to me je zelo globoko pretreslo. Težko je opisati tako izkušnjo duhovno, me je pa celega pretreslo in obrnilo moj pogled popolnoma na svet, na ljudi. Takrat sem se zelo močno zavedal, da je potrebno, da jaz storim prvi korak do drugih, ne drugi do mene, ne. Zakaj ne bi jaz naredil prvi korak v ljubezni do drugih, v odpuščanju do drugih? In to sem potem začel prakticirati in so se začeli dogajati čudeži v odnosih, ne. Če ti verjameš v to iskro Božjo v drugem človeku, se ti ta odpre, prej ali slej. To je 100%, ne. Eni ljudje rabijo zelo dolgo, ker imajo slabe izkušnje z drugimi ljudmi, ampak izjemno pomembno je zaupati temeljno v človeka, tam, kjer je najbolj iskren. Ljudje zelo blefiramo drug pred drugim in treba znati razločevati med tem, kar je blefiranje in kaj je resnično. In če si usmerjen to resnično, da ti človek počasi začne zaupati, a ne, se odpre in smo si čisto domači tam na dnu v tem. No, to je bila moja temeljna izkušnja, ki je potem rasla naprej, takrat sem se odločil za Boga in odločil, da bom v življenju se posvetil dobremu in sem sam to še potem iskal, ne, ker to me je srečevalo. Nisem čutil to kot neko odpoved ali nekaj takega, ampak preprosto našel sem svobodo, ne. Temeljno svobodo v Bogu, v nekem najbolj temeljnem, česar nihče ne more premakniti ali uničiti, ne. In se pač res pripel, kot bi rekel, na eno sidro, a ne, če vzamete čoln na morju ali pa ladjo, se nekam more pripeti, da jo malo valovi sem pa tja premetavajo, si pa pripet temeljno in to je odločitev. To ne pride samo po sebi, ni pogojeno, ampak odločitev za Boga je odločitev, ne. In ko sem se odločil, sem se res osvobodil, no. To je bila prva stopnja, vse ostalo je pa samo sledilo temu. Zelo se mi je odprl svet, velika ustvarjalnost v kulturi, a ne, takrat sem imel priložnost delati ta škofjeloški pasijon. Ne vem, kako so me povabili v to, in tam sem čutil neizmerno kreativnost, vse roke sem imel odprte in sem lahko delal, kar sem hotel pravzaprav, in vse je bilo na novo za delati.
in zame je bil čisto kreativen proces. Ne. Najbolj sem se čudil, kako so ljudje nagovorjeni od istega, kot sem zdaj rekel. Če delaš nekaj dobro, iskreno, s pravim namenom, uspe. To se zdaj 100%, to ne more propasti taka stvar, ne? Ker ljudje se prebudijo, če jih v dobrem nagovoriš, spodbujaš tisto dobro v njih, se odprejo in postanejo ustvarjalni v tej smeri. In sem se zelo čudil večkrat med tem procesom tega projekta, kako so ljudje sami postali ustvarjalni, ne da bi jih kakorkoli spodbujal, silil karkoli, ampak so sami imeli ideje, kaj bi še naredili. Moja kreacija je bila samo tem, da se to umeščalo. Se pravi, kot bi imel neke elemente, nek mozaik, ki se ga zdaj lepo postavilo skupaj. Tako da je to, in to je bil krasna izkušnja ustvarjanja, ustvarjalnosti. Ne vem, če se kdaj močnejšo doživel v nobeni drugi umetnosti, ali kako bi rekel, ki je bilo to tako kompleksno od vseh teh področij. Tako da to me je zelo pretreslo, lahko rečem. In ravno tam sem doživel delovanje Boga, je bilo čudežno pri vsem tem ogromnem projektu, finance in vse to, da se je to sešlo in živo sem občutil, da nekdo hodi z menoj in mi pomaga. Velikokrat sem naredil zelo napačne odločitve, Nekdo jih je pa popravil za menoj. V glavah tistih ljudi, ki bi morali tisto narediti, da so prav naredili, in najprej sem mislil, da si domišljam, Potem sem pa videl, da je to pravilo. Celo z malo humorja Bog to naredi in sem res doživel v živo to delovanje Svetega Duha, da pač tukaj je nekdo, ki nismo sami, ko delaš nekaj dobrega. To mi je dalo izjemno samozavest, da sem lahko pač ustrajal do konca. Pač edino jaz sem imel vizijo, kako to zgleda, vsi so vame verjeli, in hodiš kot en Mojzes po puščavi, a bomo prišli v obljubljeno deželo ali ne, in spomnil se tiste premiere, sam nisem vedel, kako bo to izpadlo, V domišljiji si predstavljaš, konkretno je pa polno stvari, ki te lahko presenetijo, in sam sem gledal kot nekaj novega tisto v začetku. Vsi so pa pač mislili, da vem, In tukaj je en tak element zaupanja, en tak duhovni element, ki me je popolnoma prevzel, In tudi ta občutek, ko delaš nekaj dobrega, da bo to narejeno, In s tem velikim zaupanjem sem iskal, kako bi čist res popolnoma živel to, ker me je toliko srečevalo, In verjetno sem se tudi zato potem postopoma odločil za ta duhovniški poklic, Iskal sem globine in te sem gotovo našel v duhovnih vajah pri jezuitih. Imel sem takrat enega duhovnega spremljevalca, sem se nanj obrnil, ki je bil tudi literat in tako razgledan človek, pa zelo preprost, bil Franc Kejžar, je zdaj tam v Mariboru, in zelo je znal poslušati, in to mi je bilo zelo všeč in zelo odprt je bil in širok. In tako sem potem šel na duhovne vaje in so me pretresle, zato ker je šlo čisto za osebni odnos do Boga, neobremenjen, neposreden, brez kakršnih koli vplivov, in sem si zaželel, da bi to tudi drugim ljudem delil, in sem se potem odločil za ta poklic. Kaj je bilo tisto res odločilno, da ste začutili, to je pot, na katero me kliče Bog, da ste se odločili za vstop v družbo Jezusovo? Več možnosti je bilo najbrž, ampak vi ste točno vedeli, kam. V glavnem sem želel se posvetiti Bogu. To je bila prva želja, to je bila pa zdaj stvar oblike, v kateri obliki bi najbolj to uresničil. In sem malo iskal, tako med redovi, pa škofijski duhovnik nisem želel postati, nisem to čutil, da bi bil nekje na župniji, ampak sem želel še kaj drugega zraven delati, v tem smislu. To je bila taka želja. Verjetno so me duhovne vaje močno prepričale za vstop k jezuitom. To je bil en element in neka tudi širina in fleksibilnost, tudi svetovna povezanost, in pa v tem sem tudi mogoče videl eno priložnost za uresničevanje kulturnih stvari na krščanski način iz teh globin, kultura iz teh globin, to mi zelo močno ta povezava nagovarjala. In pa tudi nekakšna izdelanost teh jezuitov, ljudi, ki sem jih videl, da je vsak zase ena taka osebnost, precej dolg proces je vzgoje, ampak potem pa na videz zelo svobodno delujejo, notranje pa zelo zavezani. To pravzaprav neko nasprotje me je privlačil kot velik izziv. Želel sem si tudi izziv. Končno sem se odločil leta 2000, točno za novo leto, na Silvestra, ko sem ob 2 ponoči šel čez Kongresni trg. Takrat je padla odločitev. Takrat sem bil 100%, da za jezuit in grem k jezuitom. In sicer sem šel čez trg
In takrat je bilo konc teh slavij, a ne. Spomni se tega strahu leta 2000 do konca sveta in tako dalje, a ne. In takrat je Janez Pavel II. Govoril, edini, ki daje pogum, ne bojte se, ne. To se spomnim, zelo močno odmevalo v svetu to. No, in jaz sem šel čez ta trg in tam bilo polno črepin na debelo. Ljudje so razbijali steklenice, zgleda prej, ki je bilo to praznovanje. Med temi črepinjami se je pa valjala skupina mladih fantov in deklet zadrogiranih. Prav po črepinjah so se valjali, da so smetine. In to me je strašno pretreslo, ne. In zame je bilo to podoba preteklega stoletja, a ne, bilo s temi ideologijami, ki so bile, a ne, ki so nas malo nas še danes v Sloveniji, žal to spremlja, ne. In sem se odločil, jaz pa ne želim tako živeti, pač želim drugačno stoletje, novo tisočletje, ne, v katero gremo. Želim vsaj z moje strani kaj malega prispevati, ne, k temu, da bo svet boljši, no. In tam sem se pa res dokončno odločil, čutil sem nad seboj to svobodo neba in spodaj te črepinje, ne, in sem se pač odločil za nebo, za Boga. In sem se radikalno takrat odločil in do danes mi ni žal tega, nikoli nisem spremenil, ista gorečnost je ostala, no. Ja. Jezuiti ste seveda posebej povezani z ignacijansko duhovnostjo in razločevanjem. Kako bi to, gospod Marjan, na preprost način približali človeku, ki tega sveta ne pozna najbolje? Ja, ponavadi so ljudje malo v zadregi, ko pridejo v stik s tem pojmom, se jim zdi prekomplicirano, lahko rečem celo nekaterim duhovnikom ali pa ljudem znotraj cerkve, kot da je to neko kompliciranje ali pa nekaj nepotrebnega, a ne, se jasno, kaj je dobro pa kaj je zlo, a ne, ampak mogoče gre prav za te sive cone, bi rekel, nekatere stvari so zelo jasne, so dobre ali slabe, ne. Nekoga ubiješ, jasno, da je slabo, ali pa te 10 zapovedi, recimo, če vzamemo, a ne. To osnovno, obstajajo pa tudi tako imenovane sive cone, kjer ni čisto jasno, kaj to je, kar se ti dogaja, ali je to zdaj nekaj dobrega ali zlega. Sveti Ignacij, ki je naš začetnik, namreč poudarja, da se včasih zlo skrije v angela luči, se pravi v angela, v preobleki angela pride, pod vidikom dobrega se ti nekaj zlega predstavi in potem napravi destrukcijo, ne. Predstavi se na vhodu v tvoje stanovanje kot zelo prijazen gost, ki celo prizna tvojo duhovnost in nekako poboža to, kar ti si, ko pa vstopi, pa začne z destrukcijo in izstopi drugače, ne. In tam pa jasno vidiš, zakaj je šlo, po posledicah, ne. Zato nekatere stvari na videz izgledajo dobre, pa niso, ne. Oziroma lahko je celo tako, da nekdo dobre stvari uporabi za slabo. Recimo govori lepe stvari, pa ima slab namen, pravzaprav ta lažna retorika ali kakorkoli, to poznamo kar vse povsod, a ne. Se pravi ta razdvojenost, neko farizejstvo, a ne, ki je zelo domače človeku samo na sebi, ker omogoča lahko preživetje, ne, v različnih okoliščinah. Ta dvojnost, a ne, neka shizofrenost. In tukaj je sveti Ignacij zelo pozoren in res vidimo po posledicah, da pomoč ljudem v tovrstnem razločevanju zelo osvobaja ljudi, a ne. Včasih te razumejo, kaj se jim dogaja, bolj na tem finem področju, saj sem ja to dobro naredil, a ne, pa so take slabe stvari prišle iz tega ven, a ne. Lahko lažje razume, kaj se mu pravzaprav dogaja in začne podrobneje opazovati svojo notranjost. Pač razločevanje je pravzaprav opazovanje svoje duhovne notranjosti. Zelo težko je tako neposredno o tem govoriti, kot da bi bilo to nekaj materialnega, ne, ampak vsekakor obstaja v človeku duhovni svet in mi govorimo o duhovnih očeh, duhovnih ušesih, lahko nekaj poslušaš z duhovnimi ušesi, a ne z duhovnimi očmi, gledaš in to je ta pogled Kristusa ali pa Boga, to je ta čist pogled na človeka, ne, po katerem vsi hrepenimo v svoji notranjosti. Lahko bi rekli nek spomin na raj, ne, ki ga nosimo v sebi. In človek, ki želi pomagati drugim v razločevanju, recimo jezuit, se mora precej vaditi v tem čistem pogledu, kaj je pogled Kristusa, kaj je pogled Boga, kaj je čist antropološki pogled človeka, ne. Bolj, ko si s tem v stiku, to je pa molitev oziroma meditacija, pogovor z Bogom, bolj, ko si z Bogom v stiku, bolj, ko imaš izkušnjo njegove prisotnosti, bolj veš, kdo on je, in to je ključ za razločevanje, ne. Ni to neka metoda, kot bi rekel, neka vzhodnjaška metoda ali nekaj takega, kjer imaš točno predpisan recept za razločevanje.
V temelju gre za krepitev te izkušnje duhovne v notranjosti, ki pa postane ključ za razločevanje, in ta ključ je precej dinamičen, a ne. Gre pa za ta, govorimo, lahko rečemo, okusu, vonju Boga, če to primerjamo z nekimi čuti, a ne. Pravzaprav pa gre za iskanje nekega notranjega ravnovesja, notranjega miru. Jezuiti oziroma sveti Ignacij je bil prepričan, da duhovnost ni v skrajnostih, a ne, v nobeni skrajnosti, in ta sredina ni kompromis, to kot je recimo v političnem ali pa drugem svetu, ampak je ravnotežje, kjer je mogoča potem globina, poglabljanje, a ne. Ravno iz tega ravnotežja. Namreč sam je imel izkušnjo laksizma, najprej velikega, po pričevanju celo ubil, kot vidite, z nekoga, a ne, ali celo več ljudi, a ne, in to nosil v sebi, te travme, te umore, a ne. Po drugi strani pa je postal tako skrupulozen, kot rečemo, tako tankovesten, a ne, da se je skoraj samomor naredil zaradi tega, ne. Ker ko je začel razmišljati o svojih slabostih pa grehih, jih je seciral na malenkosti, ne. In to ga je pripeljalo v tako stisko, ker ta malenkost se ne konča, ne. Malenkost se razcepi še na malenkosti, tako naprej, da ga je v tako stisko pripeljalo, da je že mislil samomor narediti, ne. In to ga je streznilo, ubiti se pa vendarle ni po Božje, ne. To očitno to ni od Boga, ta skrajnost. Tako da je začel iskati to ravnotežje in sredino, in tudi duhovne vaje napisal v to smer. Iskanje sredine, se pravi razločevanje, kaj je od Boga, kaj ni, in iskanje tega miru in ravnotežja v človekovem srcu, a ne. In ravno ta mir potem omogoča poglabljanje. To je tako, kot ena voda, ki se poglablja v gobo, a ne, v nekem globino pronica to potem, a ne, ta mir. In odpira različne segmente človeka, različna področja, in od tam je človek potem lahko ustvarjalen, no, in lahko tudi deli kaj svojega življenja drugim. Kakšni so po vašem največji izzivi jezuitov danes? Koliko vas je v Sloveniji, na katerih področjih ste še posebej dejavni? Mislim, da so izzivi kar veliki, ne samo za jezuite, za celotno cerkev gotovo, a ne, tega se dobro zavedamo. Se pravi, gotovo je prvi izziv, za nas je živeti redovno življenje dosledno, sami v sebi, se pravi najprej poskrbeti zase, da lahko poskrbiš potem za druge, in sicer v smislu različnih modelov, kulturnih in socialnih, ki jih imamo, a ne, ki vplivajo tudi na nas. Niso sami na sebi slabi, tako jezuiti vedno razmišljamo, ampak lahko se uporabljajo za slabo, a ne, in tudi po tej plati lahko vplivajo na nas, a ne. Če vzamemo samo internet in to, a ne, si hitro lahko noter, a ne, in tako kot vsi ostali, smo pač ljudje tega časa, te kulture. Se pravi, izziv je najti v tem času in prostoru redovno pričevansko obliko življenja, po kateri vsi hrepenimo, vsi jezuiti, praktično vsi, ki smo v redu, vsi to iščemo, vemo, zakaj gre, ampak ko iščeš to konkretno obliko, je pa svojevrsten napor, ne. In to zahteva od nas izpopolnjevanje, potem tudi res življenje v skupnosti pričevansko, da znamo živeti skupaj, se znamo imeti radi med seboj, a ne. Potem znati razločevati, kdaj je nekje neka meja, a ne. Ko pa nekdo ni več zareden, to je zelo težko, ko mu moraš reči, ne živiš več po teh pravilih, a raje si izberi drug način življenja, kjer boš bolj srečen in boš več naredil, ne. In mu pomagati pri tem, da ni razcepljen, da ne vztraja v neki negotovi razcepljenosti med dvema svetovama, ne. Vse te stvari notranje so gotovo najbolj pomembne, ne. Potem pa seveda druga stvar je poznavanje svetovnega konteksta, tukaj smo stalno v stiku s svetovno družbo Jezusovo in imamo neke skupne smernice, a ne, v tem smislu. Potem pa seveda, kot sem že omenil, prilagajanje na to okolje, kjer mi živimo, in kaj pa lahko naredimo konkretno tukaj v Sloveniji. Kje je en tak prostor, kjer bi res lahko nekaj velikega prispevali k dobremu, a ne. To je bilo recimo v zgodovini jezuitov v Sloveniji različne stvari, danes današnji čas gotovo zahteva svoje. To vemo, da smo začeli tukaj šolstvo v Sloveniji, a ne, se pravi, je bil jezuitski kolegij tam pri Svetem Jakobu, je bilo tudi pri nas zelo močno šolstvo, to je po svetu drugje še zelo prisotno, imajo tudi univerze jezuiti. V Sloveniji zaradi političnih drugih razmer to ne moremo, ne, nas ne pustijo blizu, ne. Čeprav imamo mrežo univerz po svetu, bi to lahko zelo pomagali s profesorji, pa pač trenutno v Sloveniji tukaj to ni mogoče. Lahko pa kaj naredimo na področju vodenja duhovnih vaj, to imamo zelo razvito, zelo različni načini so,
obstaja tudi pri Svetem Jožefu dom duhovnih vaj, kamor prihajajo zelo raznovrstni ljudje v zelo raznovrstne duhovne programe. In tam preizkušamo tudi različne programe, mogoče kdaj tudi kaj eksperimentiramo s kakšnim novim pristopom, ampak vsekakor vedno dobronamerno pa izhajajoč iz naših načel, oziroma iz krščanskih načel. Potem delamo tudi na področju mladih, imamo zdaj jezuitski kolegi pri Svetem Jožefu, kamor prihajajo študentje, ki si želijo tega krščanskega okolja, in zanje imamo, pa tudi za zunanje, imamo posebne module izobraževanja na področjih, ki se nam zdijo koristna zanje. Eno od njih je tudi, se pravi, poznavanje Svetega pisma, pa je retorika, nastopanje v javnosti, potem pa tudi čisto praktične stvari, ker mladi se niti ne znajo zorganizirati osebne finance, da zna kaj skuhati in tako naprej. Čisto te stvari, pa potem seveda ta duhovnost, duhovne vaje, ukvarjanje z notranjostjo, z duhovnim življenjem. To je, kar zadeva mlade. Potem se pa veliko ukvarjamo tudi z zaščito ranljivih, mladoletnih v smislu spolnih pa duhovnih zlorab. To nekako zdaj vodimo v Sloveniji, pa tudi na evropski ravni ta jezuit naš, ki je za to odgovoren, ima tudi tam svojo vlogo, pač odšel je na izobraževanje glede tega v Rim in zdaj to nekako promovira oziroma o tem veliko razmišljamo. Sami smo namreč imeli to izkušnjo precej hudo s patrom Rupnikom, pa tudi še na druge načine smo tudi druge potem odslovili. Ampak to nas je zelo streznilo, zelo, kako bi rekel, prizadelo najprej, potem pa tudi dalo veliko misliti, tako da se zdaj veliko ukvarjamo tudi s tem področjem in pomagamo tudi drugim. S predavanji za redovnike in tako dalje. Tudi povezujemo se z ostalimi, ki to že delajo, in tudi tukaj obstaja razločevanje, kaj je kaj, da ne pride tudi zlorabe z druge strani, Vedno je treba tukaj razločevati, kaj je kaj, da je pravi namen ostane. In tukaj želimo pa cerkvi pomagati. S Hancem Zollnerjem smo povezani, ki je pač nekako na svetovni ravni jezuit pristojen za to. In zelo zanimivo je bilo, ko bi pri nas nazadnje, vedno se stanuje pri nas v Dravljah, je rekel, da se v svetovnem merilu edino katoliška cerkev resno ukvarja z zlorabami. Nobena civilna druga inštitucija se s tem ne ukvarja, kar nam je tudi v neko tolažbo, da smo najprej pred svojim pragom počistimo in potem želimo pomagati tudi drugim, mogoče pa kdaj tudi civilni družbi tukaj v Sloveniji, ne vem, s temi nasveti. Vem, da tudi že vabijo Hansa Zollnerja na fakulteto, tukaj civilno in na pedagoško, da včas gre, pa tako dalje, počasi se kakšno okno odpre, in upajmo, da bo tukaj enovit pristop na vseh področjih, ne samo za cerkev, ker to jasno tudi Zollner prav, to je na vseh področjih socialnega življenja, posebej tukaj na zahodu, no pa tudi druge, in je treba se zavedati tega, da to ni problem, ki izhaja iz cerkve, ampak žal smo tudi mi v to padli, v tem smislu. No, tako da se tudi s tem področjem precej ukvarjamo. Nekaj imamo tudi službo za begunce, nekaj malega, v Sloveniji ni tako izrazito, zdaj ta služba je močno delovala, ko je bila vojna v Bosni, takrat smo zelo veliko naredili za begunce. En od patrov je šel tudi v Bosno, v sam center je vodil skupnost jezuitsko v Sarajevu, doživel tudi bombni napad, pa ga pač niso ubili, je tam blizu eksplodirala bomba v kapeli, tako da je tudi to preživel in ostal tam in se pogovarjal z ljudmi po vojni glede ran. Tukaj smo veliko naredili, se mi zdi tudi tukaj v Sloveniji. To je precej nevidnega dela, ampak marsi s čem se ukvarjamo, kar na zunaj ni vidno, v tem smislu. Radi bi tudi več naredili za spravo tukaj med Slovenci, za to resnico po vojno. Je res težko, da to še zdaj ni priznano, kaj bi rekel, zadoščeno pravici na tem področju, vse ti nedolžni, ki so umrli in so še vedno tretirani kot eni zločinci in tako dalje. To pač jezuiti tudi jasno vidimo, da je krivica. In pač general nas tudi poziva vsak v svojem okolju, ne poskrbi, ne dela na tem, da se pravica pride na dan, tudi ta pravičnost, družbena pravičnost, in upam, da bomo tudi na tem področju lahko kaj naredili. Se tudi sam izhajam z take družine, ki smo bili pravzaprav označeni s tem, pač mučili so starega očeta, partizani, oziroma oče pa bil zaprt nekaj časa, pa potem spuščen.
brez volilne pravice, brez možnosti študija, kratka, drugorazredni ljudje, ne. Tako to smo sami doživljali na lastni koži, tudi sam se to doživljal, ne, da je v šoli učiteljica rekla, vi ste pa sovražniki, ne, ljudstva, naroda. Nisi niti vedel, nisem tega. Skratka, tukaj je ena velika rana, na kateri mislim, da bomo tudi jezuiti še kaj lahko naredili, pomagali pri tem, ker tukaj se mora priti do te zgodovinske resnice, ne, to ne moramo naprej, drugače Slovenci, no, se zdi. Se pa to zelo odpira, ogromno raziskanega, dokazanega, bolj je pa potrebna ta, preko javna raven, promocijska, ki pa je čisto blokirana, ne, ki ne razumemo zakaj, ne. Je pa res, po samem razločevanju ali duhovnem življenju je vedno zelo tisto, ki blokira človeka, da se ne bi izpovedal, ne. Človeka, ki ima zelo hude stvari na glavi, vedno blokira, da ne bi tega povedal, da se ne bi osvobodil, ne. Bi pa to najbolj koristilo njemu samemu, ne. Imamo primere tudi sam, ko pride tak zločinec, pa se izpove, ne, po vojni, ne. In to je pretresljivo. Ko pade v jok in krčevit jok in ne more verjeti, da bo lahko odpuščeno, ne. Ampak sledi pa veliko spreobrnenja, ne. Tako. To krčevito in tudi vse pove, si izpove, to so pač ena doživetja, ki škoda, da tisti, ki so kdaj bili ujeti v to, se ne prepustijo odpuščanju, no. Da bi se res šli izpovedati in tudi spremenili svoje mnenje in s tem bi se precej olajšalo, se zdi, no, tukaj. No, in tudi naša kultura bi bila polna, bi imela vsebino, bi imela nekaj, kot je bil že ta film Exodus, recimo zelo zanimiv, kjer govori nekaj o teh osebnih pričevanjih, pač ena taka mala izpoved, ampak tega je ogromno, no. Pravi, tudi tukaj jezuiti lahko kaj storimo, tudi na tem področju. Ja, pa nasplošno na kulturnem tudi vidim, da bi se dalo kaj več storiti. Imamo tudi kakšnega jezuita, ki je kulturno precej nadarjen, no. Pater Damjan je operni pevec, no. Je imel že nekatere koncerte, tudi s to krščansko vsebino, in mislim, da bi mu lahko dali še več priložnosti, no. Pa tudi ostali, mislim, da imajo različne talente in tako, da bi tudi po tej plati malo bolj pričevali in tudi v ta kulturni jezik prelili to, kar želimo povedati, ne. Čisto osebno za konec pa, mislim, tega dela, pa bi rekel, da sem vedno trpel, celo življenje, glede na to izkušnjo Boga, na to globoko duhovno izkušnjo, da je tako zaničevana in tako nevredna javne izpovedi oziroma kulturne izpovedi, ne. Kot da je to manj vredno, kot da ne obstaja, pa nekaj tako temeljnega, ne. Kako da se nekulturnik ne ukvarja temeljno s tem, ne. Kako se zadovolji s tako nekim plitvim okoljem, kako lahko kot nek temelj vzame neko čisto plehko ideološko misel, ne, in na tem zgradi neko gledališko predstavo, ne. Tega nisem nikoli razumel, kako zmore njegova notranjost, duševnost, kako zmore, ne. In tukaj vidim eno veliko luknjo in velik manko v kulturi, da se ne upamo v globino zazirati v človeka, ne. Ponovadi je zadnji domet neka psihologija, recimo, ne, psihoanaliza, danes je dekonstruktivizem v Sloveniji, ki je preplavil celotno kulturo in je čista ideologija, čisto zlo, ne vem, kaj ne rečem. Jaz si upam reči zlo, ker sem se s tem veliko ukvarjal, ne. Ker v bistvu je nihilizem v skrajni obliki, ne. Je en posmeh vsemu, ne, relativizem vsega. Pravzaprav gre za eno verjetje v strukturo, kot tako, ne, brez vsake vsebine, in zdaj se lahko igraš in daš v to strukturo različne elemente, kot otrok, ne vem, sestavlja neke kocke, pa podreš, pa spet na novo začneš, ne, in potem se smejiš tej igri, vse skupaj pa je samo igra, ne. Tako da tukaj vidim eno ogromno področje, ne, ki ga bilo treba odpreti, in mislim, da bi se sprožila izjemna ustvarjalnost pri Slovencih iz tega ven, če bi to sprostili, ne. Je zelo zatrto, ja. Mimogrede, koliko jezuitov vas je v Sloveniji? Okrog 40 nas je zdaj, s tem, da vsi ne živimo tukaj, ampak nekatere preko posodimo, ker mi smo svetovna družba in lahko general tudi želi koga imeti druge. Tako da nekateri predavajo na univerzah, eden predava na Gregorijani v Rimu, je dekan sociološkega oddelka, je sociolog, no, pa politolog, pa to, drugi predava na Oxfordu,
je tudi raziskovalec ekološkega področja, tudi se je ukvarjal prej s politiko, oziroma na Georgetownu prej študiral, no, potem je začel delati na socialnem področju, najprej, potem pa na ekološkem zdaj, tako da je v eni raziskovalni skupini tam na Oxfordu zdaj. Potem pa kakšen pa tudi kot Ivan Platovnik, pa tudi v Ljubljani predava na teološki fakulteti. Te so zunaj, eni se ukvarjajo z drugimi stvarmi. Eden je na primer duhovni spremljevalec pravoslavnih, se pravi pod Vatikanom je ta inštitut Oriental, kamor hodijo študirati dejansko pravoslavni. Se pravi, to je zanimivo, v vatikansko okolje prihajajo študirati pravoslavni iz Rusije, iz Ukrajine, iz Romunije, iz Srbije in tako dalje, pa tudi grko-katoliki, in večina od teh so potem škofje. Ne. In gre za nek zanimiv paradoks, a ne, ko pridejo v popolnoma katoliško okolje, jezuiti tam predavajo večinoma, ker se tudi spoznajo na vzhodno duhovnost, pravo in vse to, in potem se pravi, tukaj se naučijo tega, kaj so oni, ne, kar je zelo zanimivo. Sami nimajo toliko takih univerz in tukaj se kaže velika odprtost katoliške cerkve, ne, ker to je neposredno pod papežem, te inštituti, in gre za ekumensko potezo, kjer se išče tudi skupne elemente ekumenske, ne. In to že vrsto let to obstaja in naši patri slovenski so veliko tam delali vedno. No. Eden je zdaj tudi tam kot duhovni spremljevalc, zelo dobro sprejet, zelo dobro pozna to vzhodno duhovnost in je popolnoma vključen med te fanti, tudi jih obišče v domačih krajih, ne, tako da je obiskal praktično to vzhodno Evropo in to. In je za nas tudi zanimiva izkušnja, ko pride, pripoveduje o tem. Ne. Imamo tudi v pogled malo to. Potem nekateri so pa na študiju, pri nas je kar precej dolg študij. No, eden je zdaj ravno zaključil te cerkvene očete, pa bo na Gregorjani predaval, se pravi, ta prva stoletja krščanstva. No, tako malo raznoliko. Nekateri so pa še v času do poklica, so še mlajši, pa tudi študirajo v tujini. No. Mi imamo izobraževanje praktično vse v tujini, ker v Sloveniji ni toliko teh inštitucij, pa toliko možnosti, pa toliko širine. Ne. Ja. Pater Marjan Kukalj, kakšni so izzivi redovnega in duhovnega življenja, ter kako jezuiti danes vidite svoje poslanstvo v cerkvi in družbi? Veliko ste že omenili, a vendarle so to teme, ki nekako pridejo najbrž pri vas tudi vsakodnevno v misli, kaj ne? Ja, gotovo, ja. Ja, vsak dan znova se sprašujemo, kaj je moje poslanstvo v tem dnevu, čisto konkretno, a ne. Prej sem malo omenil te splošne izzive, v konkretnem smislu, kaj to pomeni. Mislim, da res to najprej, da res živimo v tej skupnosti zjutraj, recimo konkretno, da zjutraj se znamo dobiti tudi na zajtrku, a ne skupaj, pa na kosilu, da pridemo k molitvi pred kosilom. Sam sem predstojnik do zdaj bil v Dravljah, pa sem to na lastni koži, a ne, poskusil, da se srečujemo skupaj na formalen pa neformalen način, a ne. To, da znamo gojiti res prijateljstvo med seboj, no. To je prva stvar. Drugo je, da znamo imeti stik z lokalno cerkvijo, se pravi škofi. Jezuiti vedno podpiramo cerkev papeža, ne. Mi imamo tudi četrto zaobljubo papežu, edini red, ki ima to, a ne. In vedno skrbimo, da se papeževa načela nekako udejanjajo v tem prostoru in na ta način smo povezani tudi z škofi, ki jih podpiramo vedno. Ne želimo delovati kakorkoli proti ali pa neko svojo sekto imeti ali pa kaj podobnega, ampak skušamo jim pomagati, da so stvari čim bolj izvirne, pa tako tudi s kakšnim pogovorom ali podeležbo, ne vem, karkoli rabijo, ne, v tem smislu, kolikor mi tudi moramo. To potem pa precej lahko naredimo tudi z razmišljanjem, a ne. Tukaj v Sloveniji imamo tudi tako imenovano teološko refleksijo, jezuiti, kjer se srečujemo in en od jezuitov je zadolžen, da pripravlja ta srečanja, potem pa da priložnost enemu pa drugemu in slišimo z njegovega izobraževanja, ne, kaj na področju teologije ve, pozna, ali pa nasploh ekleziologije na področju cerkve, na področju morale in tako dalje. In veliko to predebatiramo, se pogovarjamo in to želimo tudi posredovati navzven. Recimo nazadnje smo v Bonhoefferju imeli, to je bil en nemški teolog, sicer protestant, ampak nas je zelo nagovarjal, ker je tako dosledno živel krščanstvo, tudi če ga je potem Hitler v Nemčiji dal obesiti. Bil je toliko dosleden
zavračal je od začetka, je videl, da režim nastaja, ne, in ga je zavrnil v samem koreninah, ne, in potem tudi spodbujal cerkev, da bi se temu uprla protestantsko. Ne. Recimo to in tak, in potem je pater članek napisal, pa smo objavili v družini in tudi na voljo tudi ta pater za predavanje, tudi kje drugje, in tako dalje. Skratka, tudi na ta način, da kje prispevamo konkretno. Potem pa pomagamo tudi župnikom v okolici, se pravi, zdaj primanjkuje duhovnikov, potreb je še vedno veliko, ljudi še relativno veliko prihaja v cerkev, nekatere župnije so žal morali opustiti, ker je premalo duhovnikov, in mi skušamo malo pomagati malo na tem področju, da prevzemamo maše, tako da veliko potujemo okrog in pač pomagamo po župnijah tudi. Ali pa imamo misijone, tako imenovane, kot je pač nek duhovnik povabi za določeno obdobje, to je recimo 10 dni ali pa teden, da misionariš po župniji, praktično imaš nagovore vsak dan, se srečuješ v osebnih pogovorih z ljudmi in skratka si tam na razpolago. Tudi na ta način se želimo vključevati v lokalno cerkev in to je tudi končno naš namen, da pridemo v stik z ljudmi in da tisto, za kar smo se pripravljali, kar smo študirali, za kar smo ustanovljeni, da to potem tudi znamo predati naprej ljudem. In to prinaša, vidim, ko se potem srečujemo tako skupaj in poročamo o tem, kaj je kdo delal, doživel, nam vsem da to kar precej poguma pa ene tolažbe. Ker v Sloveniji se dogajajo tudi lepe stvari na tem področju. Ljudje, ki zdaj prihajajo v cerkev, so globoko osebno prepričani, presenečajo mlade družine z več otroki, ki želijo za svoje otroke krščansko skupnost. In namerno veliko vlagajo v župnijo ali pa v tisto delo, ki ga mi posvečamo mladim. Tudi starši stojijo zadaj na tak ali drugačen način, ker se dobro zavedajo, kako je to dobro za otroke. Zdaj je to že zelo, pravim, zavestno delo, zavestne odločitve, ni več toliko stvar tradicije, posebej v mestu, v Ljubljani, Maribor in to, bi rekel, da ta tradicija skoraj zamira, da bi nekdo hodil v cerkev iz tradicije, ampak gre za osebno odločitev. In to nam daje kar precej upanja, veselja in tako. Ko gledate naprej, česa si kot novi provincial najbolj želite za jezuite in za ljudi, ki jih torej srečujete pri svojem poslanstvu? Ja, za jezuiti si najbolj želim tega, da bi res se trudili za to pristno življenje, redovniško, to pa da bi znali biti povezani med seboj, prijatelji med seboj, pričevati kot skupnost, da dejansko to, kar govorimo, živimo, ali pa se vsaj trudimo živeti to, da smo tudi odprti do ljudi, da znamo sodelovati z laiki, z ostalimi. Za vse vernike si pa želim več te odprtosti, bi rekel, tukaj v Sloveniji včasih naletimo na to, posebej pri človeku, ki ni toliko povezan s cerkvijo, pa nekako vse išče neke globine, da ima malo preveč teh predsodkov, da vse ve o krščanstvu. Zelo opažamo pri ljudeh napačne podobe cerkve in Boga in večinoma je recimo v Sloveniji vsa ta od ideoloških struktur do političnih in ne vem kakšnih, te, ki se borijo proti Bogu in cerkvi, gre za napačno podobo Boga. Tako podobo, kot jo imajo oni, v tako mi ne verujemo, kristjani. In tukaj gre za čisto diskrepanco, in želim si, da bi ljudje si prizadevali za bolj res resnično podobo Boga, tako kakršno res verjamemo kristjani, da bi se potem v odnosu do te podobe opredeljevali. Ne pa do neke, ki je mit, ki je narejena umetno, sociološko, samo zato, da služi kot tarča. In tukaj nas tam ni, praktično tam, kjer misli nekdo, da je tarča, nas kristjanov tam ni nobenega, niti škofov, nikogar. In tukaj gre za, nam rekel, nesporazum, ne vem, kaj to je, ampak gre za nek mogoče ošabnost, da nekdo misli, da vse ve o krščanstvu, preden je vstopil noter, preden se je pozanimal. Tukaj je ena huda stvar, se mi zdi. Kot da bi ljudem rekel, biti malo bolj ponižen v odnosu do Boga in se pozanimati. In najprej kaj prebrati, iti na duhovne vaje, recimo, da prideš v stik z njim, izpostaviti se mu,
A ne? Namreč lahko človek velik intelektualc, pa nima poguma, da bi se enkrat izpostavil Bogu. Sem marsikomu rekel od teh, nekih skrajnežev levičarskih, včasih prišli v stik, a se ti upaš 1 uro postaviti pred Boga, pa mu reči, če si, se mi pa razoden. Zdajle to uro verjamem. Nimam barijer in stisnenih teh strahov in predsodkov in česa, 1 uro se ti izpostavim, ne? Saj si ne upa. Ne? Ja. Je nek notranji strah, da Bog je, da Bog obstaja. To mislim, da je, in tukaj si res želim večje odprtosti pri ljudeh. Ker drugače sploh Bog ne more vstopiti, no, če si ti zaprt, Bog je svoboda in če imaš ti to ošabno na misli, tukaj ljudje mislijo, namreč na Zahodu, da pač vedo, kaj je krščanstvo in da smo s tem opravili, no, na nek tak način. In zato je misionarji 2-krat težje, kot pa med ljudmi, ki sploh še nikoli niso slišali, ne, za Boga, ne. Ker tukaj imajo ta predsodek, da že vedo, ne. V resnici pa ne vedo čist nič. To že vidimo pri kristjanih, ko pridigamo tukaj, ne, kako je to z leti šlo dol, ne, to poznavanje. Tako da včasih rečejo tudi ljudje, razumemo te edino, ko pridigaš za otroke. Ne. Recimo zelo temeljne stvari podajamo pri pridigah, zelo, zelo temeljne krščanske za otroke, no, pravzaprav. In se včasih čudiš, da odrasel človek se ni toliko pozanimal v veri, da bi kaj zrasel, kaj več od tega odnesel. Ne. So pa, kot pravim, up te mladi, nove generacije, te mlade družine, kjer so večinoma zelo izobraženi starši in se tudi zanimajo, in eni pa res veliko že vedo o krščanstvu in tudi vedo, zakaj so se odločili. No. Tukaj je pa neka nova smer, sploh v Evropi pravijo, jezuiti po mestih se to začenja, ne? Na deželi pa gre še malo dol. Ne? Ta obraten proces se dogaja v mestih, gre v obratno smer že malo, ta zavest o krščanstvu. No. Tako da želim predvsem odprtosti in pa ponižnosti, ja, ljudem. Ja. Pater Marjan Kokalj, jezuit in novi provincial slovenske province Družbe Jezusove, hvala za vaš obisk v našem studiu, pa vse dobro na vaši poti in poti jezuitov, seveda. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam, da ste me povabili, da ste dali glas ali pa priložnost tudi nam jezuitom spregovoriti na Radio Slovenija, ne, oziroma Radio Ars tukaj. Ne. Ja. Srečno. Hvala, hvala. Sledi večnosti.